Živijo, sem Sanja Savič, vodja oddelka za pravno svetovanje v družbi PricewaterhouseCoopers. Uvodoma naj omenim, da je v Sloveniji bilo delo ne na daljavo, ampak delo od doma urejeno že leta 1961 in sicer z posebnim zakonom o delu na domu. Zdaj, po trenutni zakonodaji so seveda določila, ki se nanašajo na opravljanje dela od doma, urejena v zakonu o delovnih razmerjih. Po moji oceni je trenutna zakonodaja precej rigidna, zato ker ne omogoča pravzaprav neke fleksibilnosti ne delodajalcem, ne delavcem za hitra prilagajanja na neke nove, recimo, razmere. Določila ZDR bi vsekakor bilo potrebno prevetriti oziroma prilagoditi potrebam današnjega časa. Zdaj, nekako trenutna ureditev v skladu z zakonom o delovnih razmerjih določa, da mora delo na domu biti dogovorjeno, in sicer dogovorjeno z pogodbo o zaposlitvi. Zdaj, v večini primerov seveda to ni. Delodajalec je prav tako dolžan pred začetkom opravljanja dela na domu obvestiti inšpektorat za delo, kar lahko tudi potrdim iz prakse, da se to dosledno ne izvaja. V tem kontekstu bi bilo smiselno nekako razmisliti, da se ta postopek poenostavi. Seveda, delodajalec je odgovoren za zdravje in varnost dela, tudi če delavec delo opravlja doma, ampak ta birokratski del, torej to obveščanje inšpektorata za delo, bi nekako bilo smiselno razmisliti, da se ta postopek nekako poenostavi. Zdaj, v skladu z 70. členom zakona o delovnih razmerjih je delavec prav tako upravičen do nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Problem je, ker zakon pravzaprav ni detaljen v tem smislu, da določa, na kakšen način se pravzaprav opredeli ta višina, tako da v praksi seveda prihaja do različne interpretacije omenjenega člena. Tukaj bi prav tako apelirali, da se nekako poenostavi ta določitev tega višine nadomestila, kajti v praksi je nemogoče, da bi delodajalec za prav vsakega zaposlenega, za vsakega delavca pravzaprav izračunaval višino nadomestila glede na njegove dejanske stroške. Zdaj, omenim lahko, da smo v okviru Komisije za prihodnost dela pod okriljem MČEM-a prav tako podali kopico enih predlogov za spremembo določil relevantnih, ki se nanašajo na področje dela od doma. Podali smo konkretne predloge, vsi so bolj v smeri nekako poenostavitve teh postopkov in da so predvsem, da ta določila, ki so trenutno v zakonodaji, postanejo bolj življenjska.